Samo to moram dodati. No? Sanja je prej govorila recimo o mrazu, ne? Ampak a smo mi sploh dojeli to? Ne, nismo. Dokler nas ne bo orang zeblo, probimo. Ne? Probimo zdaj po zimi za 3 dni iti ven na tisti mraz. Pa boste takoj vedeli, kaj je Sanja govorila. Moja hčera ima otroka z možem, ki živi v Ugandi. Na 2000 metrov ob ekvatorju, idealni pogoji. Zdaj je bila 3. tam. Prvič se je upala vprašati, kolikrat na dan jejo. Veste, kolikrat na dan jejo? Enkrat na dan jejo. Če jejo. Tisti otroci enkrat na dan jejo. Zato, če prideš ti s hrano, tja oni te planejo na tisto hrano. In pravi Anja zgrožena, ne? Pa kako otrok enkrat na dan, ker misli na svojega pač sina, ne? Ker je vsake 2 uri. Kako enkrat? Ja, navadijo se. Ampak ti otroci so srečni, skačejo, veselijo se, to je čist drugo. In mi prihajamo na te izkušnje, zakaj? Zato, ker jih rabimo. Ne znamo ničesar več ceniti. Ne znamo ceniti, da smo oblečeni, da imamo to, da imamo vodo, da imamo elektriko, ničesar ne znamo več ceniti. To moramo obrniti. Ne? To je treba obrniti, če ne nam bo pač narava to pokazala. Ne? In nam krepko kaže, da poenostavimo življenja, ker smo si blazno zakomplicirali in smo blazno razvajeni. Meni pride skupina na Kras, zvečer, ko treba iti spat v šotore, kje je topla voda? Zakaj rabiš toplo vodo? Za zobe umiti. Portaj domov, pa si umivi zobe tam doma. Zelo zanimivo. Mislim, da bomo se imeli kaj pogovarjati v pauzi tudi, pa med kosiloma, ne? Res je, hvala Rajko. Ja, zdaj Sanja, veliki so nam že povedala na samem predavanju. Vsi, ki te spremljamo že desetletja, vemo, kakšna je tvoja vizija. Zelo veliko dragocenega znanja si napisala v knjige, ga podajaš neumorno naprej. Zadnje čase pa praviš, da se boš ukvarjala samo s tistimi, ki razumejo. Zakaj tako, pa koliko procentov misliš, da jih bo? Lej, če si sposodim 2 prispodobe, fajn je imeti polne žepe dobrih semen, pa fajn je gledati, kje jih vržeš, ne moreš pa vplivati na to, kaj bo zraslo. Torej, jaz sem se navadila, ja lahko dam na mizo, kaj boste s te mize vzeli, pa je odgovornost vsakega. Seveda, vsi, ki smo tukaj, bi srčno želeli, da so se ljudje sposobni učiti na lažjih nalogah. To, kar si ti rekel, če bi mi zdaj znali vse to spoštovati, prvo mi ne bi izgubili tok, ne zemljišče, ne tega, bi dočakali to krizo mogoče v veliko boljši kondiciji. Ampak okej, ni katastrofalno, eni so prodali in razbili še več. Ampak ja mislim, da tle se svet zelo ravna, mislim, vsi smo ugotovili, kako stvarstvo deluje. Dobiš toliko težko lekcijo, koliko si preskočijo tistih enostavnih izpitnih rokov. Vedno je najlažje delati v prvem izpitnem roku. Tako da jaz samo srčno želim, da ljudje ne bojo tako trmasti, da jim se bo treba učiti na najbolj radikalnih izkušnjah. Ker tisti, ki mi rečejo, ali tebi se da lupiti gnila jabolka, ja, njim bo življenje že pokazalo, da bi v enem trenutku bojo pripravljeni rit prodati za to gnilo jabolko, zdaj pa se podsmehujejo. Tako da ni moje, mislim, da se ukvarjam s tem, tudi ni moje, da ugotavljam, ali bo ali ne bo. Moje je, da z vso močjo semena sejem in da se trudim, da semena, ki od mene grejo, bo čim bolj kakovostna. Torej želimo dati konkretne informacije, take, ki ljudem koristijo. Kaj bojo ljudje s tem počeli, se jaz s tem ne obremenjujem. Tudi kakšen bo izplen tega, a ste se v šoli ukvarjali s tem, koliko bo ponavljačev, koliko bo odlikašev. Vi ste se šli v šolo se nekaj naučiti. Ta planet je šola, v katero smo se prišli naučiti. In mogoče ravno zaradi tega, ker gledamo na svoje oči, kako se eni težko učijo, te to brca uriti, da se sam učiš hitreje. Ja, iskreno, enako gledam vnuke, edina rešitev je, da izklopimo štrom, lepo vam povem. Mislim, dok ne izklopimo štrom, ne bojo dojeli, kaj imajo in kaj so stvarne vrednosti. Pa gledaš lastne, nič, mislim, z lastnimi otroci jim ne moreš dopovedati nekih elementarnih zadev, pa so pri informacijah, pa so pri močeh.
In žal ti je, gledaš ono, veš, to je ono, ko vid banana, spet bom padel, tisti, veš, gledaš ga, kako gre na banano, nič ne moreš narediti. Oni grejo zdaj graditi bajte za 400 jurjev s kreditom za 50 let. Gledaš ga, kako si suženstvo nabija na roke in noge. Vidiš, ločitev bo čez 3 leta, ko ne bojo mogli. Vse ti je jasno, pa nič ne moreš narediti. In samo molim Boga, da čim prej sklopijo štrom. Res vam povem, to bi bila zelo, to je najbolj blaga oblika. To je bolj blaga oblika, kot da rabimo atomsko. Tako da... Veste, koliko nepotrebnega odpade ta trenutek, koliko se ugasne enih strok, ki jih človeštvo ne rabi. Tako da, kar bo, bodimo tisti, zahvaljujem se za besedo sooskrba. Že 1 leto vsakič, ko izgovorim na glas samo oskrba, mi stvar malo zaškriplje, ker se zavedam, da v osnovi sam ne moreš biti samo oskrban. Lahko rečem s partnerom že 6 let, ampak tako garaško poskušava razviti in preveriti, koliko 2 človeka tako zmoreta. Pa mi 2 nisva 2 človeka, mi 2 sva 2 norca, tako kot ti pa vsi tle sedeči. Torej, ta standard ne moremo ne postaviti. In kljub temu, da zmoreva ogromno, se na vsakem koraku zavedaš, da to ni naše naravno stanje. Torej, solo petje ni naravno stanje. Zborovsko petje je tista prava sinergija. Tako da, ampak to sinergijo lahko spoštujejo samo ljudje, ki so prvo dali skozi solo zgodbo. Tako da mislim, da ne moremo nič prehitevati. Ljudje, ki so to izkušnjo dali skozi, čutijo vrednost združevanja in se ne združujejo iz panike, ampak iz te sinergije. Koliko nas bo? Glejte, za dobro življenje rabite 5 dobrih takih okrog sebe in ste vse probleme rešili, tako da ne rabi biti 2 milijona, a ne, tako da dajmo se spoznati danes, dajmo se začutiti, se strinjam s tabo, brat naravo, naše babice niso šle v knjižnico, ampak jim je vse bilo jasno. Hvala. Hvala, Sani.